Ej, ti, še vedno uporabljaš Wi-Fi prek routerja, ki ti ga je poslal operater? A se nisi nič naučil od prejšnjega videa, ki sem ga naredil v Linksysu? Glavni razlog, da ste nezadovoljni s svojim operaterjem, je v 90% njihov router. In zaradi tega je zelo priporočljivo vložiti par goldinarjev v nakup spodobnega usmerjevalnika. Ime mi je Miha in danes bom pod drobnogled vzel Asusovo Wi-Fi 6 škatlico. Kaj sploh pomeni ta Wi-Fi 6 oznaka pri modernih usmerjevalnikih? To je dejansko nova generacija brezžične tehnologije in nadgradnja standarda Wi-Fi 5, katerega uporablja večina 5 GHz routerjev. Glavna prednost Wi-Fi 6 oziroma 802.11ax je v hitrosti prenosa podatkov. Ta dosega vrtoglave hitrosti, teoretično vse do 9,6 gigabitov na sekundo, kar je skoraj trikrat hitreje kot Wi-Fi 5, ki je dosegal hitrost do 3,5 gigabitov. Ampak ta hitrost je za nas, navadne smrtnike, zgolj teoretična, ker doma, razen pri nekaterih srečkovičih, je naša hitrost povezave do interneta nekje med 25 in 500 megabitov na sekundo, kar je 0,5 gigabita v najboljšem primeru. Tako da z Wi-Fi 6 ne boste imeli hitrejšega interneta, bo pa povezava med napravami v omrežju delovala bliskovito hitro, seveda pod pogojem, da te stvarce podpirajo najnovejši standard. Ampak za nas so najpomembnejše sledeče informacije. Preko Mumimo lahko istočasno dostopa do omrežja 8 naprav, prej recimo samo 4. Če imamo veliko naprav, ki dostopajo do interneta, kot so pametne žarnice, stikala, TV-ji, razni asistenti, bodo ti odzivnejši, saj imajo Wi-Fi 6 routerji izboljšano prepustnost. Tak router obstoječi kanal razdeli na podkanale in do 30 napravam omogoča sočasno uporabo tega voda. Seveda je izboljšav še več, ampak so te tehnične in za domačo uporabo nezanimive. To je v osnovi to, kar rabite vedeti o Wi-Fi 6. Tako da poglejmo, kaj nam ponuja Asus s svojim usmerjevalnikom. Napravo so mi na test poslali iz podjetja Ani. Hvala, Ani. RT-AX55 je Asusov vstopni model v Wi-Fi 6 omrežje in s ceno okrog 80 € spada v best buy nakup, če se odločite za novi router. Hvala, ker ste pogledali ta video, se vidimo naslednjič. Ne, sej se hecam, ni že konec videa. Res pa je, da je ta Asusova škatlica prav fajn zadevca. 4-jedrni 1,5 GHz procesor in 256 MB RAM skrbijo, da bo vsa vaša komunikacija med napravami tekla hitro in brezhibno. Naprava ima 4 antene, en par skrbi za 2,4 GHz signal, drugi pa za 5G. Omogoča maksimalno kombinirano hitrost do 1,8 gigabita na sekundo, kar je za domačo uporabo več kot dovolj. Za večje hitrosti bo treba poseči po veliko dražji Enterprise opremi, ampak za streamanje domačega Plex serverja, igranje online iger in za brskanje po netu je ta hitrost več kot dovolj. Kar naredi Asusove routerje zanimive, je njihov tako imenovani AirMesh sistem. Če imate recimo veliko hišo in so debele stene nekaj, kar vam slabša Wi-Fi signal, lahko uporabite dodatni Asusov usmerjevalnik kot ojačevalnik signala. Mesh sistemi niso poceni, zato je ta opcija zelo zanimiva za ugodno ojačitev signala. Wi-Fi Mesh združi več dostopnih točk v eno omrežje, tako da recimo vaš telefon vedno priklopljen na isti Wi-Fi, ne glede na to, kje se nahajate v hiši. Tako da vam ni treba ročno preklapljati med močnejšim signalom za normalne internet hitrosti. To tudi pomeni, da lahko v prihodnosti, če boste kupili nov, močnejši Asusov usmerjevalnik, tega uporabite kot mesh točko in mu s tem podaljšate uporabnost in življenjsko dobo. In s tem zmanjšate količino e-odpadkov. Eko! Uporabniška izkušnja je bila skoraj brezhibna. Imel sem eno manjšo težavico z aplikacijo na telefonu, s katero sem želel urediti nastavitve o prvem zagonu, a sem to rešil preko brskalnika. Zdaj ne vem, ali je bilo to moja napaka ali ne, je bilo pa preko brskalnika hitro in enostavno urediti vse nastavitve. Router ti ponudi možnost nastaviti smart Wi-Fi, ki naredi eno samo omrežje, na katerega se naprave priklopijo ne glede kateri standard podpirajo, 2,4 ali 5 giga. A opazil sem, da nekatere naprave temu niso naklonjene, recimo moj Sony TV, zato sem to izklopil in naredil dve ločeni omrežji. Nastavitve usmerjevalnika so razdeljene po kategorijah, pregledne in hitro najdeš, kar potrebuješ. Imaš možnost narediti Wi-Fi dostop za goste, če imate otroke s telefoni, lahko nastavite od kdaj do kdaj mularija dostopa do interneta.
AI Protection skrbi za zaščito pred sumljivimi stranmi, a se zna zgoditi, da zaradi tega kakšna stran, ki je sicer varna, ne bo delovala. Tako da se za to opcijo odločite sami, oziroma se treba spomniti, da mogoče zaradi tega kakšna stran ne deluje. Telefonska aplikacija zgleda futuristično, gamersko, a je pregledna. Imaš 3 različne teme, tako da si izbereš sebi najljubšo. V njej lahko nastavljaš skoraj vse, a za kakšne bolj napredne stvari, kot je menjava kanalov, bo potrebno uporabiti brskalnik. Meni najljubša funkcija je pa ta, da lahko ugasnem LED lučke na napravi, tako da nimam ponoči light showa. Router uporabljam že več kot 1 mesec in nimam nobenih težav z njim. Wi-Fi signal je stabilen, streamanje, igranje iger in brskanje po netu je brezhibno. Če se odločate za nakup novega usmerjevalnika, naj bo ta Wi-Fi 6, saj bo ta tehnologija vedno bolj podprta, po vsej verjetnosti ga vaš telefon že podpira, tako da boste pripravljeni na prihodnost. In glede na ceno je ta Asusov router res lahko priporočiti. Dajte mi spodaj napisati, ali uporabljate router, ki vam ga je dal vaš operater, ali ste si pa že kupili svojega. Zdaj pa res. Hvala, ker ste ostali z mano do konca videa, to mi res veliko pomeni. Če se še niste, dajte se prosim naročiti na moj kanal, saj s tem javite YouTubeu, da sem cool in bo mogoče priporočal moj video še drugim čudakom. Če pa ste zraven stisnili še en like, pa še toliko boljše. Mi pa se vidimo naslednjič. Čau.